That's Like- where your English is coming from. It's Very nice English, right? Ne? Na Maldivi mi imamo za second language. Ja, zato ker 90% mi imamo vse import, ne. In Uvoženo. In Ja. vsi govorite angleško. vsi skoraj govorijo angleško in mi tudi študira začetku kindergarten z angleščini, angleščini pa našem jeziku divehi. Divehi. Veš, kako se reče maldivskem jeziku Maldivi? Torej, v Divehiju, kako se reče Maldivom? Kako? The original name of Maldives. Je ni Maldivi ali Maldives, it's Divehi Rađe. Divehi Rađe. Kot mađarska za versus Hungary in pa hrvaška za Croatia, ne. Aha. Divehi Rađe je Maldivi in mi Divehi, to pomeni Maldivi, Maldivians Ja, Maldivci. in Maldivci, pa jezik je Divehi. Divehi. Okay. Tako da. Ko si zbrala, ko si prišla v Slovenijo, je to izgledalo kako? Si se preselila sem, kot študentka in potem iskala priložnosti. Ja. Koliko časa je trajalo, da je tvoj starejši sin prišel za tabo? Ko sem prišla tukaj, mi smo zmenjali, da prvi jaz dobim nekaj za delati, da dobim denar, vse, ne, malo settle down in potem bom prenesla. In Da bo prišel sin za tabo? ja. In sem dobila od novembra ta za delati v tem marketing agenciji. Itak sem kupila karte za preneseti mojega sina. Za pripeljati sina? Ja. Je prišla, ga je tvoja mama pripeljala? Ne. Sam je prišel? In od februarja je COVID, ne. Seveda. In tako je zaprto vse moje karte, tudi ni več. In sem probala, je bil ful Težko obdobje. obdobje za preneseti tukaj na Sloveniji, ker itak Slovenija, Evropa ful je zaprta, ne, takrat, ko je bila COVID. In čez 7-8 mesecev kasneje Je šele prišel sin. Ja, jaz sem šla dol za iskat. Ti si ga šla iskat. Ja, in sem prinesla. Takrat, ko on je prišel, je bil marec 2021. In je bil star že 11 let? Ja. In je šel Ne, 12. 12 let. Ja. In je šel tukaj v šolo? Ja, je bil v osnovni šoli, ne. Ja. Kako se je sin integriral iz Maldivov v Slovenijo? A je bilo to prvič, da je on videl sneg v nekem trenutku? Tudi jaz, veš. Ja, mi smo prvič videli snega, pa tudi tistem razlika gore, jezero, pa ful mi je všeč reka, ker je sprememba, ne. In poseben je 4 sezon. 4-letni časi, tega tudi nimate na Maldivih, ne? Ne. Tako da ja, on itak, on ful všeč, najbolj všeč, ker je independent, a ne. Ker mi imamo kultura tam, če živimo, če imamo otroci, oni morajo biti tako zaprto, če bi rad iti na šolo tudi, mi smo nekaj peljali. Ne gre nikamor sam. Pod stalnim nadzorom v bistvu starejših. Ja. Tudi nekaj trgovino, če je dol ali blizu in Kako 50 minut. je to To zaradi je taka- varnosti ali je to stvar kulture? Kultura. To je samo kultura, ni itak varnosti, ne. Tudi ni muslimanski, samo kultura. In ko jaz vem, da ta kultura je mešano vera, pa tudi indijski in Šrilanki s temu, ker itak pri Maldivi occupied, populated Populated. iz indijski ali Šrilanki prvič, ne. Torej, Indijci in Šrilančani so bili prvi prebivalci Maldivov. Ja, 2000
500 let nazaj, ko jaz vem. Dobro, in potem si v Sloveniji rodila še svojega drugega sina Ja, z Markom. tako. Potem sta se vidva tudi poročila, oziroma sta se poročila že prej. Mi smo čakali za prvi pride mojega sina in potem, Ko je sin prišel, sta se poročila. Ja. Je bil lahko zraven pri obredu. Kako je sin sprejel Marka? Kako je sprejel življenje v Sloveniji? Za njo je bil velik sprememba. Jaz sem tudi imela, jaz sem tudi imela moj how do you say, the biggest fear. Največji strah? Največji strah je bila, če bo obe tako connected. Povezala, če bosta lahko sobivala skupaj. Ja, Marko in sin. Marko in sin, in sin, Saif. Saif? Ja, ime je Saif in to je moj Največji strah? In kako se je to išlo? How did it ful, feel? je šlo ful ker tudi Marko, taka chemistry je bila, je ful in moj sin tudi odprto. Drugače, on ni taka fant, ko odpira, ne. Malo Je zaprta. In on je tako comfortable, pa govori z Markotom, to mi je bilo ful srečna ženska zdaj, ne. Si srečna. A Saif zdaj govori že tekoče slovensko? On govori več kot jaz, tekoče tudi, ampak, ko sem rekla, je malo zaprto, ne. Zaradi, on ima teže za govoriti, cljanje, mislim, da je. Aha, je cljanje. Cljanje, ja. Zato on govori manj. Ampak, ko je prišel tukaj, je šel v osnovni šoli in zdaj študira v srednja šola, gradbena. Tako da on ima 8 Vsakodnevni ur, na dan. Ti se z njim pogovarjaš v divehiju, v angleščini, kako se pogovarjata? Jaz govorim s Saifom divehi in Markom angleščini, pa najmlajši Luka v slovenščini. Ne vem, kako je, s 3 jezikom živim zdaj. Probam govoriti slovensko vsak vikend, tako jaz sem učila samo 20 ur tečaj od slovenščina in probam govoriti slovensko. In vsak vikend jaz moram govoriti s svojim družinom v Sloveniji, pa itak zdaj, ko Luka že je 2 leta pa pol, govorim slovensko v Luki. Luka ne zna maldivsko divehi ali pa tudi angleščine. Pa boš Luko naučila divehija? Ja, bom, jaz bi rada in tudi who is the doctor? I forgot the name. The doctor? Ja, the pediater. Aha, pediater. Pediatrica tudi meni je rekla, da jaz moram govoriti divehi materni jezik. Ne vem, psychological ne gre, ker vsi govorijo v slovenskem jeziku za Luka in tako je meni težko gre za mojim jezikom. Ampak, če jaz govorim v Saifom, itak tako switch, lahko. Se bo Luka to pobral? Ja. Se bo poslušal, kako ti si. Ja, vsak dan ali vsak drug dan jaz kličem mojo družino in govori Luka tudi tam. Tako da Luka je itak mlajši, ker on bo znal več hitro kot jaz. Zdaj on razume, ampak ne govori. Ajša, ko sva midve prvič govorili, dalj časa sva se pogovarjali, in si ti meni to svojo zgodbo opisala, bila si tudi čisto sproščena, sem jaz začutila, koliko pravzaprav je bilo ene energije iz tvoje strani dano v to, da si se ti postavila po robu tem nekim pričakovanjem, družbenim običajem. Dobila si tudi kar nekaj polen pod noge, torej obstacles from your friends. Tvoje prijateljice so v nekem trenutku pravzaprav postale ljubosumne. Tvoj odhod jim ni dobro sedel. V bistvu so ti na nek način zamerile, da odhajaš.
In oseba, ki te je v tem podprla in res močno stala ob strani, je bila tvoja mama. Ja, Kako je danes? Kako pogosto se slišita, kako spremlja napredek svojega mlajšega vnuka, Luke? What was the question? The question is, how is your mother today? How do you keep up with her? Aha. Do you Um, call each other? How is she involved with Lucas growing up? Moja mama je itak moja najljubša prijateljica zdaj tudi. Še vedno. Ja, in govorim itak vsak dan, kličemo z video call, WhatsApp ali Viber in takoj govorimo. Ona je ful zadovoljna, jaz tudi govorim hvaležnim, kako se reče? S hvaležnostjo. Hvaležna si. Ja, Grateful to ja. her. Ja, tako. In tudi moj brat sem tako, itak oni zdaj živi poseben. Tako da, če Luka ima dobro volje, itak je mlajši fan. Otrok. Tako da, ja, probam govoriti vsak dan, ko on pride iz vrtca. In Da ga vidi. ja, vidi, Sliši. počuti, to je tudi njegov družina. Ni samo tukaj, ne. Ja, res je, ko sem prišla tukaj, dokler sem prišla, nobeden je verjel. Da Tudi boš moje, tukaj. ja, tudi moj brat se tudi, itak, ko sem rekla, jaz grem oktobra 25, ne, samo hecal, samo se smejal, yeah, like, Pa mok, kaj še? ne. Yeah, right. Yeah, right, ne. Dokler, ko sem vzela karte, tudi itak je bila moji sodelavci tudi ni verjeli. Noben ni verjel. Noben. Ker itak Evropa je ful daleč in za nas bi rabili ful denar za priti. In vse, kar gleda, kako to je lahko, ker jaz živim sama, jaz ne prihajam iz Bogate bogate družine. In kako jaz lahko dobim taka denar za priti tukaj, ne. Torej, precej denarja si rabila, da si sploh prišla v Evropo. Ja, ja. Sem delala, sem shranila, znam kako, če imam cilje, da naredim, ne. Povedala si mi, ko sva govorili, da prijateljice niso bile prav zelo podporne, da so v bistvu menile, da delaš napako, da ne bi smela tega delati. V bistvu so bile proti tem odločitvam. Ja. Ko sem odločila, da prid Sloveniji, prijatelji ni verjel, so rekli, ne more iti. Ne moreš. Ja. Se ne spodobi, ni okej. Ne. In ko sem prišla, takoj so rekli, okej, ampak ne more dobiti neki službi, ne more kaj delati. In tako sem dobila tudi službo za delati, sem dobila denar z mojim S tvojim delom. Z delom. Da bi te mož Ja. podpiral. In Finančno. potem so tudi govorili, okej, to je nekaj normalnega, ne bojo več šli več kot tega. In zdaj jaz imam svoje podjetje in niti samo normalnega, iz srca rečem, da Čudovitega moža. čudovitega moža in je tudi uspeho, successful do zdaj. In oni gledajo, ko sem odprla, okej, ne bo šlo več, ampak tukaj ena ženska sama. Torej, zdi se, da si precej polen pod noge dobivala, da so te ves čas v bistvu dajali kar precej preprek na tej poti, a ne? Ja. Je to zaradi kulture? Kulture je večinoma kulture, pa tudi je bil ne dober prijateljici, si dolevke. Ni bilo dobronamernosti. Ne. So tudi rekli vsem jim, ne meni. Vsem okrog so govorili. Ja, da jaz ne bom dobila tudi enega moškega, ki je samski, brez otrok. je brez otrok. Jaz bom samo
I deserve za eno starega, da ima otroci, vse, ampak da pokažem, dokažem, Si da je dokazala, da si bila zmožna vse to, da si. vse. A je to v vaši kulturi, da je nekdo odprej poročen, da ima otroke odprej nekaj slabšega? Ja. 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 In ponavadi, večinoma, ne dobi druge, če imamo otrok, če imamo eno življenje prej. Torej, za Maldivih bi ti težko s tvojo zgodbo začela iznova, z novo ljubeznijo od začetka. Ja, težko, težko. Sem imela en fant prej, ko sem dobila Marka, in on je bil itak ena toksik. Toksičen človek. Ja, sem bila fant pa punc. How do you say? Dating. Fant in punca, you were Yeah, dating za 5 let in on ve, da jaz imam sin, jaz imam otrok, on ve, da jaz sem imela sem eno zvezo brez, prej, ja, ja. In zadnji čas on je šel na drugem in je rekel meni, da on ne bi rad živeti meni. Zaradi zgodovine. Ja, zaradi te zgodovine. On je tudi rekel meni, da jaz ne bom dobila drugi, ko ni poročena, ko nima otroka.